Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na zadnji novinarski konferenci, ki jo organizira Slovenska matica v tem koledarskem letu. Prav praznični, ne samo zaradi tega, ker je pred nami oziroma med nami praznični december, ampak zato, ker znova predstavljamo, tako smo prepričani, izjemno dragoceno bero knjižnih del, ki so izšla nedavno pri Slovenski matici. Naj ob tem še posebej poudarim, da je Slovenska matica, tako kot pred 162 leti, vedno znova zavezana, da pokriva tako rekoč čisto vsa področja človekovega mišljenja in delovanja. Na področju strokovnih znanstvenih del, humanistiko, družboslovje in tudi naravoslovje. Hkrati pa ostaja zvesta našemu dragemu, dragocenemu predsedniku Franu Levcu, ki je ob koncu 19. stoletja uvedel številne matičine leposlovne zbirke, ki smo jih bodisi oživili ali jih nadaljujemo še danes. V sklopu takega načrta in delovanja Slovenske matice danes pred nami tukaj 5 dragocenih del. In naj ob tem še poudarim, da so nekatera med njimi, ki smo jih izdali morda nekoliko nazaj, doživela kar izjemen odmev. Tako je bila na nedavno Slovenskem knjižnem sejmu knjiga Ravnikar, risbe in refleksije razglašena za najlepšo knjigo leta oziroma sejma. To je še posebej dragoceno tudi zato, ker vemo, kako so nam v preteklosti pogosto učitali, da so knjige Slovenske matice nekako oblikovane starinsko, morda tudi nekoliko že staromodno bi rekli. Tako, da smo tudi na tem področju, kot lahko vidite tudi po naslovnicah teh del, dosegli nek napredek. In enako verjamemo je tudi z našo vsebino. Običajno na Slovenski matici najprej začnemo s predstavitvijo izvirnega slovenskega leposlovja. Tokrat bomo prisiljeni narediti majhno izjemo in bomo dali prednost naravoslovju. Ne nazadnje je bilo prav naravoslovje tisto, zaradi katerega oziroma znanstvene razprave in dela, tista, zaradi katerih je bila Slovenska matica ustanovljena. Vemo, kako je predsednik Lovro Toman, prvi predsednik Slovenske matice, interpeliral ministra Šmerlinga, da še vedno nimamo pouka v gimnazijah v slovenskem jeziku. In tam mu je odgovoril, da pač slovenščina ni primerna za kaj drugega kot za krščanski nauk, ker ne premore vseh oblik svoje jezikovne pojavnosti, torej znanstvenega in strokovnega jezika. In tako so naši rodoljubi ustanovili Slovensko matico za izdajanje zahtevnejših del in začeli najprej s prevajanjem naravoslovnih spisov, mineralogije, botanike, fizike, kemije. Marsikdo med vami morda tudi ne ve, da je na Slovenski matici začela izhajati prva slovenska znanstvena revija z naslovom Zbornik. In danes tukaj pred vami njegov naslednik tega zbornika oziroma nadaljevanje te znanstvene revije, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, ki je vmes doživel že nekaj zastranitev in pozab, vmes ni izhajal, zdaj pa po 3 letih, že 3 leta, znova intenzivno izdajamo ta zbornik. Ampak ne bi ga mogli izdajati, če ne bi imeli zvestih in dragocenih finančnih pomočnikov, naših dragocenih podpornikov. In Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike je tisti, ki ga, kot še marsikaj v slovenski kulturi, podpira podjetje Krka. Veseli smo, da je danes z nami magistra Elvira Medved, ki vas bo v imenu podjetja Krka tudi pozdravila in nagovorila. Ne nazadnje je zelo dragocena tudi zato, ker je nekakšna sodelavka našega nekdanjega predsednika, potomka nekdanjega predsednika, doktorja Janeza Blajvajsa, za katerega vemo, da je bil veterinar.
In zdaj vabim k pozdravni besedi gospod Milino Medved. Izvolite. Najlepša hvala. Sicer je majhna dvorana, bi se ne slišala, no, glas govori. Najlepša hvala za lepe besede, seveda za povabilo. Ravno toliko, da se mi je umiril srčni utrip, ker sem pridrvela iz Novega mesta in podarila vse rekorde. Toliko, da se nisem uspela niti preobuti, ne, in se opravičujem zaradi tega. Skratka, Krka finančno podpira Slovensko matico in njene smele projekte. Mislim, da že 5 ali 6 let. In jaz sem kar vsako leto tukaj in vedno se sprašujem, kaj naj zdaj novega vam povem, ker večinoma je tudi tako, ste gosti isti, ampak tako sem si nekaj pripravila na en ta listek, da ne bi slučajno česa pozabila. Skratka, najprej seveda lepo pozdravljeni, vsi člani cenjenega omizja, vsi spoštovani gosti. Želela bi to povedati ob izidu 19. zbornika, mislim, da je. Sem našla neke zelo zanimive teme, nisem ga sicer še prelistala, ampak med njimi je tudi avtomatika, zgodovina avtomatike. Avtomatika ima danes tudi potomca v avtomatiki, ki je presegel vsa pričakovanja in moram reči, da ravno avtomatizacija vseh procesov, tako razvojnih, proizvodnih in drugih, kot, ne vem, inovativnost in vertikalno integrirani poslovni model so ravno temelj za uspešnost naše Krke. Vemo, da znanost, umetnost in kultura hodijo z roko v roki in ne poznajo meja, kar dokazuje tudi Slovenska matica. No, skratka, Krka je danes eno, bomo rekli, če se neskromno rečemo, najuglednejših in najuspešnejših generičnih farmacevtskih podjetij, bomo rekli, kar v Evropi, celo v svetu. V Evropi smo nekje vedno med prvih 5 proizvajalcev, v svetu pa smo nekje tam okoli 19. mesta, kar mislim, da to v svetovnem merilu je zelo velik uspeh. V razvoj in raziskave vlagamo nadpovprečno veliko, kar 10% od naše letne prodaje, in če vemo, da je letna prodaja nekje preko 2 milijardi evrov, se da hitro izračunati, koliko milijonov gre v razvoj in raziskave, kjer delamo predvsem na dodani vrednosti naših izdelkov. Najprej da pojasnim, kaj je to sploh generični farmacevtski izdelek, na kratko, ker si veliko ljudi ne predstavlja, zakaj to besedico generični zraven pridajamo. Skratka, to pomeni, da zdravilna učinkovina prvotnega proizvajalca zdravila, ki mu rečemo originator, je znana. Ne poznamo pa tako te farmacevtske tehnologije, po domače povedano, recepture, kako narediti to zdravilo. Ko prvi proizvajalec zdravilo lansira na trg, ga patentno zaščiti za 20 let, v tem času nihče od farmacevtskih proizvajalcev ne sme proizvajati zdravila z enako učinkovino. Vemo, da so ta zdravila draga, ker je edini ponudnik na trgu 20 let, povpraševanje je veliko, ekonomisti poznajo te zakonitosti, kako s tem gre. No, v tem času pa generični farmacevtski proizvajalci proučujemo to zdravilo in seveda poskušamo odkriti način, tehnologijo, kako ga narediti, kako ga proizvesti, kar je zelo zahteven proces, ki zahteva nešteto preizkusov in nešteto študij. Tako kot se v 20 letih napreduje naša tehnologija, ne vem, telefoni, računalniki, tako napreduje tudi farmacevtska tehnologija in Krka dela na tem, da to zdravilo izboljša, zato rečemo, da ima dodano vrednost in sicer na način, da odkrijemo inovativne farmacevtske oblike, kar so recimo pelete, to so taka drobna zrnca, velika pol milimetra do 1,5 milimetra, ki jih vgradimo v kapsule, tablete in ta zrnca imajo posebne čarobne lastnosti, da se lahko zdravilna učinkovina sprošča počasi, da lahko deluje točno na določeno mesto v organizmu, da se tudi druga zdravila, ki jih bolnik jemlje,
lažje resorbirajo in bolje resorbirajo in tako naprej. Potem so orodisperzibilne tablete, topne v ustih, se pravi, jih jemljemo brez vode, brez vsega, se stopijo, kar je tudi pomembna izboljšava za bolnika. Velika prednost pa so tako imenovana kombinirana zdravila. To so zdravila v dvoslojnih in celo troslojnih tabletah. Pomeni, da dve nezdružljivi zdravilni učinkovini združimo v eno tableto. Tehnološki postopek je zelo zahteven, zelo zahtevno je, da to zdravilo potem ohrani to stabilnost, da ima rok trajanja 2 ali 3 leta, da deluje na določeno mesto v organizmu in tako naprej. Skratka, s temi kombiniranimi zdravili lahko rečemo, da smo pionir v regiji. Prvi smo sploh v Evropi naredili zdravilo, ki ima 3 učinkovine v eni proti visokemu krvnemu tlaku. To pomeni, da zdravnik jemlje pol manj tablet, ki delujejo tudi s podaljšanim sproščanjem, na njih potrebno imati 2-krat dnevno, 3-krat dnevno in tako naprej. No, zadnja taka velika inovacija je pa sploh posebna platforma za tehnologijo kinetskega sproščanja učinkovin, se pravi 2 nezdružljivi učinkovini v eni tableti se sproščata tako, da se ena začne prej, recimo sproščati in deluje počasi, druga pa kasneje in deluje hitro. Meni se to zdi skoraj znanstvena fantastika. Jaz sem veterinarka, kot ste že povedali, in ko sem to brala in poslušala, se mi je zdelo res nekaj neverjetnega. Skratka, pozdrav zborniku, pozdrav vsem literarnim, filozofskim in drugačnim delom. In moram reči, da nas bo tudi ta zbornik nekakšno povabilo k branju, seveda k razmišljanju in je poklon Slovenski matici, ki se trudi delovati na tem področju in ohranjati to našo znanost in kulturo. Skratka, želim vam še veliko uspeha in seveda mi bomo vam stali ob strani, dokler bomo lahko in bomo uspešni, seveda, ker uspešnost je predpogoj. Vsem pa najprej zdravo, seveda srečno in uspešno leto in seveda vašim najbližjim tudi. Pa hvala lepa. Hvala lepa gospe Elviri Medved, ki nam je nekako tudi pričarala vpogled v izjemnost človeškega uma, njegove raziskave, pa nenazadnje tudi v to, kako napreduje slovenska znanost, tudi v praktičnih dejavnostih. In prav to je skrito delno tudi v našem zborniku za zgodovino naravoslovja in tehnike, ki je 19. po vrsti, kot je bilo že povedano, in ki ga urejajo uredniški odbor, akademik profesor Tadej Bajd, dr. Drago Kladnik in magister Andrej Seliška. V prihodnjem letu se naj bi ta uredniški odbor še nekoliko razširil, tako da bomo resnično pokrivali vsa področja naravoslovja in tehnike, strani založbe pa za pripravo zbornika skrbi Zarika Snoj-Vrbovšek, ki jo vabim, da morda še nekoliko na kratko tudi predstavi samo vsebino. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kot smo že slišali, je ta zbornik 3. po vrsti po 20-letnem zatišju. Seveda so zanj zaslužni, poleg vseh avtorjev, ki jih bom v nadaljevanju omenila, naši cenjeni uredniki, ki so sedaj hkrati tudi uredniški odbor. Ta zbornik, prav tako kot prejšnja dva, prinaša 12 prispevkov. Nekaj jih je posvečenih zgodovinam posameznih strok, nekaj pa potem tudi pomembnim posameznikom, pomembnim znanstvenikom. Omenili ste že prispevek z področja avtomatike. Avtorica je docentka doktorica Mojca Žagar-Karar, ki je pisala o razvoju slovenske terminologije na področju avtomatike. Naslednji prispevek, ki je v tem zborniku, nekako povzema 10 let predavanj naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice, ki jih zagotovo poznate.
ki se tukaj dogajajo vsak mesec. Napisal ga je zaslužni profesor dr. Jernej Pavšič, ki je tudi vodja naravoslovno-tehniškega odseka in ta predavanja že desetletje pripravlja. Potem sledi prispevek Marka Balažiča o svilogojstvu in svilarstvu na Slovenskem v 19. stoletju. Potem prispevek zaslužnega profesora dr. Vojteha Cestnika o zgodovinskem pregledu slovenske veterinarske medicine. Potem prispevek dr. Primoža Gašperiča o razvoju kartografije in zgodnjih upodobitvah ozemlja Slovenije. No in tudi o 100 letih paleontoloških raziskovanj v Sloveniji je v tem zborniku prispevek, ki ga je prav tako napisal zaslužni profesor dr. Jernej Pavšič, seveda eden izmed vodilnih paleontologov v Sloveniji. In potem prehajamo na te prispevke, ki so posvečeni pomembnim osebnostim. Prvi tak je prispevek dr. Špele Goričan o akademikinji Dragici Turnšek in fosilnih koralno-spominskih grebenih, torej še en paleontološko obarvan prispevek. Potem pa prispevek o zasluženem profesorju Božidarju Krajnčiču, njegovem življenju in delu, ki sta ga napisala profesorica dr. Andreja Urbanek-Kranz in profesor dr. Anton Ivančič. Naslednji članek je o profesorju Urošu Resmanu, ki je bil rojen Ljubljančan in potem ugleden znanstvenik v Clevelandu. Napisali so ga profesor dvojni dr. Aleš Iglič in pa dva sodelujoča profesorja, profesor dr. Mark Cohen in zaslužni profesor dr. Thomas Mortimer. Sledi prispevek o doktorju Francu Močniku, o legendarnem piscu matematičnih učbenikov, ki ga je napisal profesor dr. Peter Legiša. Nato prispevek o dr. Francetu Avčinu, inženirju, profesorju, alpinistu in naravovarstveniku, izpod preza profesora dr. Janka Drnovška in profesora dr. Gregorja Geršaka. In kot zadnji prispevek o profesorju Antonu Mavretiču z naslovom Življenjska pot Antona Mavretiča, meritve za boljše razumevanje vesolja. Ta prispevek pa so napisali docent dr. Marija Ljenko in pa sodelovali sta pri nastanku tudi dve hčerki, dr. Mavretiča, Irene Mavretič-Kerik in Natalie Mavretič-Willi. No, to je zdaj tak res kratek samo seznam vseh prispevkov, ki so v zborniku, seveda jih ne moremo bolj podrobno na taki kratki novinarski konferenci predstaviti. V januarju bo sledila podrobnejša predstavitev zbornika, ki bo celovečerna, tudi z enim posebnim vabljenim predavanjem gospoda Balažiča o svilogojstvu in svilarstvu na Slovenskem v 19. stoletju. Naj omenim samo še to, da seveda zbornik nastaja tudi za leto 2026, prav tako bo verjetno prinašal 12 prispevkov, že kar nekaj jih imamo tudi zbranih, tako da se veselimo nadaljnega branja. No pa še zahvalila bi se še našemu drugemu sofinancerju, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki prav tako pomaga pri izdaji tega zbornika. Hvala lepa Zariki, hvala za to predstavitev. Morda se zdi tak seznam naslovov pač nekakšen pregled, ki nas ne vzdrami in predrami k temu, da pravzaprav se moramo vedno bolj zavedati svojih korenin, če hočemo, da bo naše kulturno drevo raslo. Zato je tako zelo dragoceno, da se spominjamo znanih, pomembnih osebnosti, ki so na področju naravoslovne in znanosti in tehnike so ustvarjali, oblikovali slovensko zgodovino, ker tudi Krka danes ne bi bila tam, kjer je, kot smo slišali, na pionirskih mestih, tako v Evropi kot tudi v svetu, če ne bi bilo takšnih tako entuziastov na področju raziskovanja, kot seveda tudi na področju ekonomije. In res iskrena hvala za finančno podporo. Naj posebej poudarim, da Krka ne samo podpira naše prizadevanje na področju naravoslovja in tehnike, ampak tudi naše dela z mladimi, naravoslovna predavanja in naš filozofski natečaj, katerega nagrajence bomo prav tako predstavili z zadnjim dogodkom v Slovenski matici 23. decembra.
Zdaj pa, tako kot je navada, k slovenskemu izvirnemu leposlovju. Na desni je z nami profesor dr. Edvard Kovač, ki bo predstavil dnevniške zapise Alojza Rebule. To so dnevniški zapisi, ki so nastali med letoma 1948 in 1954. To je obdobje, ko je avtor, tudi zelo ugledni član Slovenske matice in pravzaprav tisti, ki je pri Slovenski matici izdal nekatera svoja najpomembnejša dela, kot Senčni ples in Sibilinem vetru, ko je torej ta avtor še študiral klasično filologijo in tudi zato, da se je nekako uril v slovenskem jeziku. Vemo, da je seveda izhajal iz tedaj italijansko govorečega okolja, ker je pač prebival v Šempolaju, kjer je bila slovenščina tako rekoč prepovedan skorajda jezik v predvojnem obdobju. Je torej akademik Alojz Rebula zapisoval v dnevnik svoja premišljevanja, svoja občutenja, svoje življenje in predvsem svoje dragoceno srečanje z muzo njegovega življenja, soprogo Zoro Tavčar, in zato lahko njegove dnevniške zapise, ki jih bomo danes predstavljali, poimenujemo tudi slovensko visoko pesem. Z nami je danes tudi dr. Tanja Rebula, ki je rekla, da bo besedo danes predala profesorju dr. Edvardu Kovaču, pa vendarle je prav, da poudarim, da se iskreno zahvaljujem obema hčerkama, tako Alenki Rebula Tuta kot dr. Tanji Rebula, ker sta nekako sklenili, da bosta očetovo zapuščino delili z javnostjo, tudi njegove zelo intimne dnevniške zapise. Predvsem pa res srčna, iskrena zahvala Tanji Rebula za prepisovanje avtorjevih rokopisov, za katere je dejala, da so včasih pravi hieroglifi, in za skrbno uredniško delo in pripravo vseh opomb. Profesor dr. Edvard Kovač pa je skupaj z akademikom profesorjem dr. Milčkom Komeljem in Igorjem Tuto prispeval spremno besedo k dnevniškim zapisom. Zato zdaj predajam besedo. Profesor dr. Edvard Kovač, sami ste prav tako že o predstavitvah dnevniških zapisov poudarili, da je nekako ta knjiga tudi dokaz, da ne samo, da je bil akademik Alojz Rebula bogoiskatelj in seveda tudi globoko veren, hkrati pa je verjel in dobesedno veroval tudi v moč besede. Zdaj je beseda vaša, pa prosim, da nam poveste nekaj o tej Rebulovi moči. Hvala lepa, gospa glavna urednica Slovenske matice in tajnik, za besedo. Pravzaprav sem počaščen, da lahko govorimo o tej izjemni knjigi. Mogoče gotovo bi bil bolj na mestu še akademik Milček Komelj, ki je tudi prispeval svoj prispevek, svojo spremno besedo tej knjigi. Ampak, ker ste mi izbrali, kaj naj povem, se mi zdi, da je ta knjiga pravzaprav na eni strani razodetje, razkritje njegove duše, njegovega iskanja, na drugi strani pa en sam slavospev. In se mi zdi, da je gotovo najprej to slavospev slovenstvo. Slovenstvo in slovenski deželi, kajti s tolikšno zaljubljenostjo, kot se on obrača na gozdove, na vsa doživetja, ki jih doživlja v slovenski naravi, redko ki zasledimo. In vidimo, da je pravzaprav tukaj naznanil svoj literarni opus, vse življenje, kajti v vseh njegovih romanih so čudoviti opisi
Loških hribov, Goran in drugih slovenskih pokrajin in se mi zdi, da je tukaj pravzaprav nadaljuje intuicijo velikega Franceta Prešerna, da mi živimo v raju. In to občutje raja neprestano izbije ven v njegovih besedah. Seveda, druga stvar, drugi slavospev ali pa še globlji slavospev pa je slovenskemu jeziku. In tukaj Alice Rebula se pokaže kot izjemen stilist in se prav čudimo, kako je lahko že na začetku svojih dnevniških zapisih tako uporabljal takšno moč besede. No in moram reči, da je to iskanje besede bil njegov moto vse življenje. Kot sam pravi, je začel dnevniške zapise si beležiti, ker je hotel se izražati v slovenščini. Kot sem omenil v spremni besedi, zelo zanimivo je, da je dal skozi italijanske šole, vendar mu italijanščina osebnostno ni bila bliže. Prav intimno je bil povezan pa z latinščino in njegova prva pesem je v latinščini in kasneje pa seveda tudi grščini. No in hotel je pokazati, da Slovenci govorimo grško. Se pravi, da Slovenci znamo izražati najbolj subtilne misli, najbolj globlje misli v svojem jeziku in se uvrščamo med sopotnike grštva. In tako se mi zdi, da bojo pozorni do teh dnevniških zapisov tudi ne samo slovenski jezikoslovci in slovenski literarni zgodovinarji, ampak zgodovinarji nasploh, kajti odlično opisuje grški seminar, odlično opisuje stanje na oddelku za klasične jezike v povojni Sloveniji. In takrat občutimo, da pravzaprav grščina, nismo bili toliko pozorni, osvobajala duha Slovencev že po vojni. A ne, da je bil to prostor svobode, prostor razmišljanja, prostor iskanja izrazov in se nam zdi nekaj neverjetnega, da je ta čas tudi obstajal takrat med nami. No in prav ta slavospev v grščini se kaže tudi v njegovem čislanju ali pa spoštovanju Tolstoja. Vsi smo bili prepričani, ker je pač šel v globino človeške duše, da mu je najbližji Dostojevski, ampak tukaj jasno pove, ne, da mu je Tolstoj bližje. In Tolstoj mu je tudi pomagal, da je se odlepil od Nietzscheja. Strašno zanimivo je, da je bil Rebula vse življenje zelo kritičen do filozofske misli svojih sopotnikov ali pa ampak svojega časa. In se mi zdi, to je vzel od Nietzscheja, kako je vse, kar obstaja na tem svetu, ničevo. Ampak, to je malo besedne igre, ampak, kaj moram povedati, namreč, ampak se je odlepil od Nietzscheja, namreč, kot vemo, je Nietzsche rekel, da so njegovi sodobniki niso ustvarjalci, niso umetniki, ampak oponaševalci, so pigoni. In da so se bogovi naveličali te neizmernosti in so zapustili nebo. No in Rebula, ko se z njim pogovarjal, se je strinjal, da je Nietzsche nekaj pozabil povedati. Namreč, da so tudi ti bogovi nekaj pozabili na tem svetu in pozabili so lepoto narave, lepoto kot tako. In k tej lepoti, k tem sledovam lepote se neprestano Rebula vrača. No in seveda, samo še stavek o slovenščini, bil je prepričan, da slovenščina, ki lahko parira grščini in latinščini, da lahko izraža, kot pravim, globino človeške duše. In zdaj je vedel, če hoče on izraziti na pristen, avtentičen način svoje trpljenje, svoje iskanje, hrepenenje in tudi ljubezen, mu ne preostane drugega, kako da se, kot je sam rekel, nauči slovensko.
ampak nauči slovensko v tistem žlahtnem pomenu besede, z bogatstvom, bomo rekli, svojega jezika. No in strašno zanimiva je anekdota, ki jo tukaj opisuje. Se je srečal s pisateljem, s profesorjem Stankom Cankarjem in Stanko Cankar mu je dejal, da zelo lepo opisuje naravo, ampak manjka zgodba. No in to zgodbo je resnično našel, ampak ne sam, ampak je našel ob svoji življenjski sopotnici, a ne, kot vemo, mu je Zora, mu je bila navdih, ne samo korekcija slovenščine, ampak dopolnjevanje, ampak mu je prinašala zgodbo življenja. In ob tej zori se je zaživel, ob tej zori se je tudi, bi rekel, ljubezensko prebudil in smo nekako, bomo rekli, pravganjeni, kako je tukaj neposreden. Kot vemo, je v svojih spisih nekoliko zadržan do ljubezenskih prizorov, ampak tukaj je toliko neposreden pristen, da smo nekako navdušeni. No in ob tej zori tudi pride do tega, da ga marsikaj presega. Kljub temu, če bo tudi izvrstno govoril slovensko, tudi če bo znal debatirati po grško, tudi če bo vladal eleganco latinščine, vendar neizrekljivo mu bo ušlo. Ampak če ne more neizrekljivo opisati, izreči, pa lahko zaživi zaradi tistega ljubečega izraza, ki je bil ob njem. No, naj samo, ker ni tukaj gospoda Miška Komela, naj sklenem, da gospod Miška Komel pravi, da on pravzaprav tudi rebula otrok svojega časa, da je impresionist, da pokaže impresije in tisti, ki boste vzeli v roke knjige, naj odprema, ne, to sliko, ki mi zdi izjemna, ne samo, da je v njem njegova ljubljena nevesta, v belem zorem, ampak je hkrati impresija, da rekel, njegova pisava je vredna slikarja z Cjuhe, ne? Izjemna je, pravzaprav je literarno delo, zato hvala lepa Sveti potrpežljivosti, gospe Tanje, ki je uganila, kaj piše, ne? Se mi zdi, to je nekaj neverjetnega, največ tudi on navdahnil od nekje zgore, da jo uganja tisto, kar je želel ne samo napisati, ampak tudi narisati. Hvala. Hvala lepa profesorju, doktorju Edvardu Kovaču. Tako rekoč z vsem se strinjam. Žal, drugače je preveč odmeva, tako da je treba mikrofone ugasniti. Z vsem se strinjam, tako glede seveda besed o njegovih izjemnih impresijah iz narave, v njegovi veri v lepoto narave, ki dosega že tako rekoč panteistične razsežnosti, o pomenu grštva in tega oddelka. Tudi sama sem čutila to svobodo, ki je vela še v komunističnih časih na tem oddelku in verjamem, da je tudi njemu prav ta odločitev odpirala nove horizonte, nova občutenja in globlja doživetja. Ne nazadnje tudi zato, ker sta grščina in latinščina ne po naključju tiste jezika, ki ne oblikujeta samo naše jezikovno znanje, ampak seveda strukturirata zaradi svoje izjemne posebnosti jezikovne človekovo mišljenje, doživljanje, njegovo občutenje. In seveda vsekakor ti dnevniški zapisi so izjemen portret ljubezni, ene same ljubezni do gospe Zore Tavčar. Več pa v knjigi, ki jo je podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, za kar si iskreno zahvaljujemo. Uroš, boš dovolil, da damo prednost še dami, čeprav se ti nekoliko mudim. Danes se nam vsem, očitno vsem nekako mudi, pa malo spreminjamo dnevni red.
Z nami je pisateljica, avtorica Nataša Konc-Lorenzuti, ki je pri Slovenski matici v zbirki Knezova knjižnica, tudi to je ena tistih zbirk, ki ima dolgoletno, tako rekoč stoletno tradicijo, izdala že svoj drugi roman. Roman Senca brez človeka, ki je izšel, mislim, da leta 2023, je doživel izjemen uspeh, tudi seveda po njem, oziroma bil je nekako vzporedno ustvarjen tudi dokumentarni film o ugrabljenih otrocih med drugo svetovno vojno. Je bilo prvo sodelovanje Nataše Konc-Lorenzuti s Slovensko matico in veseli in počaščeni smo, da se je prav z nami dogovorila tudi za izdajo romana Vse je postalo plame. Tudi ta roman se na nek način dotika vojne, medvojnih časov in zlasti tudi povojnega obdobja, tako da je enako zgodovinska kronika nekih prelomnih, pretresljivih časov. Predvsem pa je to portret kiparke Lize Hribar, njenega osebnega življenja, tragedij. In Nataša, izvoli, prosim, predstavi nam, kako je delo potekalo, kako je potekalo sodelovanje z njeno hčerko Angeliko Hribar, ki je nekako sodelovala, dala veliko gradiva in brez nje pravzaprav danes tega romana ne bi bilo, tako da je toplo srčno pozdravljam danes tukaj med nami. Hvala, bom kratka, ker sem razumela, da bo januarja še ena posebej predstavitev, popoldanska oziroma večerna, prav samo romana. Torej, vznemirjati me je začela zgodovina šele takrat, ko sem ugotovila, da je ne poznam. In ko se dotakneš vojne, in ker je vojne enkrat konec, se dotakneš tudi povojnega obdobja in spoznaš še več stvari, ki jih nisi vedel. No in ena izmed zgodb, mene seveda zanimajo ženske zgodbe, kar ni nič nenavadnega. Ena izmed zgodb, ki me je zelo zanimala že dolgo, je bila zgodba Lili Novi, pesnice, ki me navdihuje, ker imam zelo rada njeno poezijo. In sem si strašno želela, da bi prišla v stik z ljudmi, ki so jo poznali in da bi lahko napisala nekaj o njej. Takrat sem spoznala gospoda Inga, njenega vnuka, in ga vprašala, če bi bil on pripravljen z mano sodelovati, da bi jaz o Lili Novi napisala eno leposlovje. Nisem še vedela, ali bo dovolj tega za roman ali ne, skratka, to sem si želela. Potem sva se midva to že vse zmenila, on je bil naklonjen ideji in je bil pripravljen pomagati. Takrat je nenadno umrl. In potem je moja ideja nekako počivala, nisem jo pa čisto opustila. V tem času sem pa tudi že spoznala Angeliko Hribar, ki mi je povedala, do nje sem pa prišla prek Alenke Puhar, da sta bili Liza, njena mama, kiparka Liza Hribar in Lili Novi zelo dobri prijateljici pred vojno, med vojno in kratko obdobje po vojni do nekega usodnega trenutka, ko se je življenje Lizi Hribar, kiparki, diplomirani kiparki, akademski kiparki zelo zapletlo zaradi politične represije. Torej, takrat sem potem jaz rekla, saj mogoče bi bil pa to roman o prijateljstvu med Lizo in Lili in seveda sem v ospredje postavila Lizo, ker sem imela več materijala in ker sem pač Angeliko, ki je živa enciklopedija tistega obdobja in družinski arhiv hkrati, mi je pomagala in mi odprla ne samo svoje srce, Angelika, ampak tudi arhiv njen neizmeren, ki ga ima doma na Prečni ulici, kjer je Liza Hribar živela, kjer je živela že stara mama, se pravi Lizina mama Elza Kastel, tudi akademska slikarka, in kjer je živel njen ded Karel Kastel, Lizin ded, Angelikin praded Karel Kastel, ki je bil ljubiteljski slikar, drugače pa oficir avstrijske vojske. Torej, iz dnevniških zapiskov, iz pisem, ki jih Angelika hrani, iz vsega tega fotografskega materijala in iz neizmernega spomina, ki ga Angelika ima, sem potem napisala biografski roman, ki pa je, moram poudariti, čisto leposlovje. Se pravi, neka zgodovinska dejstva, kar se jih ve, kar jih je bilo mogoče odkriti s pomočjo arhivov, tako osebnih arhivov, kot tudi državnega arhiva.
vse to drži, zgodba seveda, torej notranji monolog junakinje, situacije, dialogi, dogodki, vse to je pač nastalo skozi to moje uživetje v njeno zgodbo, tako da kaj je ona premišljevala, kako se je pogovarjala z Lili Novi, kako se je pogovarjala z Ljubo Premer, kako se je pogovarjala z svojim možem, svojo materjo, svojimi otroki, to sem si pa vse zmislila. Ampak kar se je dalo, sem potem nekako pripela na te njene dnevniške zapiske in pisma. Treba je povedati, da je bila večina pisem v arhivu Republike Slovenije, ker so bili leta 1947, se pravi maja, ko sta bila Liza in njen mož Zoran aretirana, zaplenjenih. Tako da tam je bila tudi velika zakladnica. Ne bi preveč, Urošu se mudi, pa tudi verjetno še komu mudi. Tako hitro vas ne moči zogledajo, Nataša. Bi seveda prosila, kako si potem to gradivo, gotovo je osrednji del nekakšen vzgib gradiva. A jaz sem brez mikrofona govorila? Ne, se pokazati. Temeljni vzgib celotnega romana je gotovo ta prelomni trenutek, kot bi si ga omenila, ko sta Liza Hribar in njen soprog pač obsojena na Godetovem procesu. In to nekako spremeni celoten tok zgodovine. In hkrati je ta zgodba, glede na to, da je roman strukturiran tako, da vpletaš tudi svoje lastna občutenja in doživetja svojega časa in svoje mladosti in svojega življenja, je nekako na nek način spremenila tudi tvoj pogled na ta povojni čas. Ja, moram povedati, to se mi je zdelo ključno. Ves čas sem imela pred očmi, da to ne sme biti delo, ki bo kakorkoli ideološko razvrščeno. Da moj pogled mora izključiti vsakršne ideološke sodbe. Zato, ker vojne, revolucije in tragedije v narodih, v skupnostih zakuhajo ideologije, ampak ko pa v njih pišemo, moramo pa pogledati na osebo in na njeno zgodbo. Se pravi, tukaj sem se ves čas pazila, da ne bi bilo to, da bi bilo to res leposlovje, da ne bi nobenih sodb izrekala, da bi vse pripovedovala skozi to neverjetno moč Lizino. Ona, moram povedati, je bila še najbolj obvarovana izmed vseh 15 intelektualcev, to so bili liberalni intelektualci, obsojeni na Godetovem procesu, ki so si želeli politično opozicijo v tistem povojnem času. Proces je bil takrat še stalinističen, to je bilo pred letom 1948, ko sta se Tito in Stalin skregala. In ona je bila še najbolj obvarovana. Vsi drugi so bili obsojeni na zelo visoke zaporne kazni, Nagodej je bil ustreljen, Furlan in Sirc sta bila tudi obsojena na smrt, ampak potem se je ta sodba preobrazila v dolgoletno zaporno kazen z odvzemom državljanskih pravic. Lizin mož Zoran je pa dobil 18 let tudi z odvzemom državljanskih pravic. Ona je bila pa po razglasitvi sodbe avgusta 1947 izpuščena, pogojno izpuščena na prostost domov k svojim 3 otrokom. Zgubila je stanovanje, ampak je prišla domov potem k materi na Prečno ulico in je morala sama preživeti. Njena tragedija je v tem, da je bila diplomirana oziroma akademska kiparka, ki je imela zelo velike načrte, po vojni začela zbirati gradivo slovenske narodne obrti, ampak seveda s tako obsodbo oziroma s takim madežem ni mogla delati nič. Torej, ona je imela prvo samostojno razstavo leta 1991. Torej, je morala preživeti sama s 3 otroki, z možem v zaporu to težko obdobje in seveda so se njeni prijatelji odvrnili od nje, zato ker je bilo nevarno takrat prijateljevati z obsojenci. Kaj si me že vprašala? Kako je na nek način tudi ta seveda tragična zgodba spremenila tudi tebe? Zdaj je to vklopljeno. Ja, pač
ogromno sem se naučila in dala mi je moč, da smo ženske ognjišče in da pač, če preživimo, me preživijo naši otroci in da smo sposobne preživeti zelo hude stvari. Ja, ženske smo ognjišče in tako je tudi romanov naslov. Vse je postalo plano. Vendar Nujno moram povedati, da je ta naslov vzeti iz verza pesnice Lilinove. Tako. Dejansko moram priznati, da se je tudi mene ta zgodba dotaknila, ko sem prebirala to zadnje branje pred oddajo nekako rokopisa v tisk. Predvsem zato, ker nas ta roman na nek način nagovarja, koliko je bilo izjemnih osebnosti v tem našem prostoru, umetnikov, tudi znanstvenikov, če smo v njih začeli to tiskovno konferenco, ki so spregledani, pozabljeni, ki niso mogli zaradi političnih razmer uresničiti vseh svojih ustvarjalnih moči in ciljev. In prav je, da jim posvetimo vsaj literarno besedo in spomin. In tako se spominja z pesniško besedo izgubljenih letnih časov, stvari, ki nas bodo nepravično preživele, nesmiselnih vitezov, mest, ljubezni, sanj, knjig in še česa. Tudi pesnik Pavle Goranovič v tej zbirki Cinober, to je črnogorski pesnik, akademik, član Akademije črnogorske znanosti in umetnosti, ki je, ta zbirka je išla pri Slovenski matici s podporo Tradukije, ki je nekako podpira prevode del iz nekdanje Jugoslavije v slovenski jezik. Prevod in spremno besedo je pripravil pesnik Uroš Zupan, ki je danes z nami, čeprav se mu že res nekoliko mudi. Ampak bomo pa vsekakor knjigo tudi še samostojno predstavljali. In že Uroš Zupan je zagotovo dejansko, bi rekla, zagotovilo, da je zagotovo ta zbirka išla v izjemnem prevodu. Uroš, prosim, če še ti nekoliko predstaviš Goranovičev Cinober, zakaj si se odločil za ta prevod. Dejansko se zdi, da so njegove pesmi blizu tudi tvoji poetiki. Kje sta se srečala in na katerih točkah razšla? Najprej zahvala Slovenski matici, da je tiskala to knjigo, zahvala Ignaciji, zahvala Zari, ki je delala na knjigi, zahvala gospe Nadi Šumi za lekturo. Jaz poslušam, če vidim, da imajo ljudje dobre predloge in dobre sugestije. Mislim, nisem trmast, ne? In sem jim hvaležen, če vidim, da mi nekdo dobro hoče. Mislim, in njene intervencije, ki je pač to lektorirala, so bile res izjemne. Je tekst naredila na mestoma hitrejši in tako naprej. Pa zahvala po mojem tudi Miljani Cunta, mislim, da je Miljana, takrat pa ti na ministrstvu, ne? Da je Miljana to knjigo pravzaprav vzela v program. No? Jaz se samega sebe ne smatram za nekega prevajalca, prevedel sem nekaj knjig, no, ampak imel sem pa to srečo, da sem prevajal same najboljše pesnike, ne. In da ti prevodi niso bili naročeni prevodi, razen v enem primeru, ko mi je Andrej Ilc naročil, da ne prevedem Vilija Korinca, ampak so bili to prevodi pesnikov, ki so bili meni všeči in sem jih potem jaz prinesel nekam in so se dejansko potem ti prevodi tudi tiskali, recimo, ne. Prevajal sem recimo največjega judovskega sodobnega pesnika Jakuda Amihaja, recimo. Prevedel sem največjega bošnjaškega pesnika Abdullaha Sidrana. Prevedel sem tudi največjega hrvaškega pesnika Danijela Dragojevića, ki mi pa ni dovolil, da bi tiskal knjigo, čeprav smo že subvencijo dobili, no. Tako da ima neke
neke posebne muhe, ki jih jaz takrat nisem razumel, zdaj jih razumem. No. Prevedel sem Aleksandra Ristoviča in prevedel sem Pavla Goranoviča. Pri prevajanju poezije je pa takole, jaz sem tudi v spremni besedi napisal, da je verjetno tista prava motivacija, prava odločitev za prevod je, da se prevajalec zaljubi v tekst. Skratka, da mu je tekst tako všeč, da se potem na vsak način trudi, da bi ta tekst prebral še kdo drug, oziroma da bi tekst najprej šel po revijah ali pa na radiju in kasneje tudi v knjižni obliki. Recimo, to se je meni zgodilo z poezijo Pavla Goranoviča. Začel sem ga prevajati knjigo Prividov, to je sodobno stiskala, ne vem, po mojem 20 let nazaj, bil sem eden od prevajalcev in potem sva se imela z Goranovičem nekako zbližala, tudi recimo, če je prišel v Ljubljano, sva se tudi družila in tako. In mi je on pošiljal tekste, ki še niso bili objavljeni. In meni so bili ti teksti tako všeč, da sem jih potem tudi prevedel. Afiniteta poezije, mislim do določene poezije, pesnikov do določene poezije, je ponovadi takšna, ali da pesnik, tisti, ki ga določen pesnik prevaja, piše podobno poezijo, kot jo piše ta pesnik. To je ena varianta. Ta druga, to si je Tomas Trncelj izmislil, ne jaz. Ta druga je pa ta, da bi pesnik, tisti, ki prevaja poezijo, rad pisal takšno poezijo, kot jo piše pesnik, ki ga prevaja. In jaz bi res, imela sta si po senzibilnosti, pa tako sta si zelo podobna, sva rahlo, ne vem, melankolična, nostalgična in tako naprej, ampak jaz bi rad pisal tako poezijo, kot jo piše Pavle Goranovič, ne, tako da. Ampak da, jaz sem precej bolj artikuliran, če kaj preberem, ali pa če kaj napišem, kot če govorim. Bom prebral tole tlele, ki mislim, da na en tak zelo zgoščen način govori o poeziji in o tej knjigi. Je kar zelo kratko. Cinober je natančno premišljena in dognana knjiga. Je knjiga poezije, v kateri si sklopi pesmi sledijo kot v kakšnem romanu poglavja, čeprav gre za pesniško knjigo. Barva pesmi v knjigi je modra, včasih sivo-zelena, kot recimo barva ženskih oči, ali pa je ta barva preprosto cinober, barva elegantno posedih se nikšiških strešnikov. Pesmi so geografsko zasidrane v Sredozemlju, z njegovimi vonji in svetlobo, z njegovim ritmom, ki je počasnejši od celinskega, bolj lenoben, a so hkrati tudi univerzalne, izpolnjujejo tisto čudovito pravilo, ki velja za dobro poezijo, izmislil pa se ga je William Carlos Williams. Univerzalnost lokalnega. Knjiga Cinober je za avtorja in tudi za bralca vrnitev v otroštvu, v svet nepojenejoče svetlobe, ko se mesec spusti do naših kolen in se spremeni v nogometno žogo. A Goranovič je tudi pesnik znanja in pesnik branja. Pesnik, ki piše poezijo, ki jo poganja zavest, da posamezne pesmi izrekajo svet, kakršen je bil, je in bo. Ga izrekajo z vidika večnosti. In ko lebdi v verzu, je videti, kot bi lebdel v veliki modrini in s tem lebdenjem vračal črnogorski poeziji njeno dostojanstvo. To je to, ampak poezija je pa res dobra. Mislim, poezija je izjemna poezija je. Res, natančna, pregledna in ni pisana z vidika trenutne mode, z vidika ideologija, ne vem, kaj je zdaj osnovni kriterij za določene kvalitete v književnosti, ampak je dejansko pisana, teme so večne v tej knjigi. Mislim, vse so nekje med dvojico, kot je, ne vem, Eros pa Thanatos, ljubezen in smrt in vse, kar je notrno. Tako da je pa knjiga o tem, kar se nam dogaja, mislim, izjemna knjiga. To. Hvala Urošu Zupanu. Strinjam se, poezija je izjemna, ampak najprej dodam še nekaj zoper njegovo skromnost.
kot ste lahko začutili, tudi njegova spremna beseda je izjemna. In kot še niste slišali, pa boste na kakšnem literarnem večeru, na katerem upam, da se nam bo pridružil avtor, tudi prevedene pesmi so izjemne. Knjiga je izšla v zbirki Prevodi iz slovenske književnosti, prevodi iz svetovne književnosti, hvala lepa za popravek, ki je prav tako naša dolgoletna, tudi stoletna zbirka. In hkrati naj poudarim, da je obe knjigi, vključno s tole Vse je postalo plamen, oblikovala Eva Mlinar, ki smo jo pritegnili, da oblikuje naši dve zbirki slovenskega in prevodnega leposlovja in verjamemo, da je tudi z njo naše leposlovne edicije dobile posebno noto. Zdaj pa še k zadnji knjigi, ki jo bomo predstavljali danes. Kot veste, nekako po drugi svetovni vojni je Slovenska matica začela intenzivno izdajati prevode filozofskih klasikov. Ta zbirka je izjemno uspešna, nenazadnje je Dnevnik cesarja Marka Aurelija največja prodajna uspešnica Slovenske matice in zagotovo smo v njej zelo pomembno pogrešali doslej prevod dela Johna Locka, Razprava o človeškem razumu. Tega res izredno zahtevnega dela se je lotil prevajalec, profesor dr. Božidar Kante. Pred vami je prvi del, drugi del prevoda tega dela. Načrtujemo v letu 2026 in bom kar predala besedo prevajalcu, profesor dr. Božidar Kante. Prosim, da umestite ta prevod nekako v ta prazni prostor, ki smo ga na področju anglosaksonske filozofije doslej imeli in seveda, da nam nekako predstavite knjigo in prevajanje. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Če bi na kratko dal neko označbo Lockovega dela, potem bi rekel, da je to delo na pol izbrušen diamant. Mnogokaratni, nekatere ploskve so zelo natančno, precizno izdelane, druge so ostale samo navržene in so kasneje, tudi tiste, ki so bile že izdelane, pravzaprav mnogo čem začrtale pot zgodovine filozofije s problemi in težavami in z zagatami, s katerimi se filozofija srečuje. Verjetno med vami ni nobenega, ki ne bi slišal tisto znano krilatico, da je človeški duh je nepopisan list papirja. Ampak ta krilatica je pravzaprav potem povzročila tudi precej nerazumevanja, ker se je gledalo, kako Locke ponuja naš duh, našo dušo kot nekaj trdnega, nedejavnega, ki nima pri tem, kaj dobiva, kakšne dražljaje dobiva iz sveta, nima nobene vloge, kar pa ni res. Locke je pravzaprav zelo poudarjal na eni strani to, da se vse začne s čutnim izkustvom, ampak da ogromno idej dobivamo tudi iz razuma, iz analize tega, kaj mi doživljamo, kako doživljamo. In tukaj je pravzaprav tista osrednja tema začetka knjige, je pravzaprav ta razprava med tem, ali imamo kot ljudje neke vrojene strukture ali ne. Se pravi, razprava med empirizmom in racionalizmom. In Locke je nekje
Sicer so ga označili kot hudega empirista, kot začetnika te linije, Locke, Berkeley, Hume in potem naprej, še ta anglo-ameriška filozofija. Ampak v resnici moje mnenje je, da je pravzaprav Locke načel ogromno problemov, ki jih je potem Kant prevzel in zelo natančno izdelal. Dokot sega naša pojmovne strukture pri našem vsakdanjem pri percepciji, recimo, ne. Ko vidim jaz drevo, dobivam samo neke čutne držaje in nič drugega, ali mogoče takoj, ko zagledam drevo, tudi začne delovati že nekaj pojmovne strukture, ki so v moji glavi, ne. To je to večno vprašanje, dokot sega razum, dokot sega pojem. In kot je rekel Kant, ne, če bi ne bilo razuma oziroma uma, bi bilo to, kar dobivam iz okolja, preko čutov naših, bi bilo kaotično, bi bil čisti kaos. Če pa bi bil samo ta pojmovne strukture in ne bi bilo čutnega spoznavanja, potem bi bilo pa vse prazno. In Locke pravzaprav zagovarja, ni bil prav tak veliko oster zagovornik empirizma, ampak je nekje že šel v tej Kantovi smeri, samo mogoče bi se Locke in Kant razlikovala v tem, do kje sega pojmovno. Ali začne delovati takoj, ko recimo jaz pogledam skozi okno in vidim to sceno, ali je vendarle kasneje pridejo te strukture naše razumske, ki oblikujejo naše čutno izkustvo. In to je bila ta polemika tudi zdana kasneje, ne kasneje, ampak med Lockeom in Leibnizom, ki Leibniz je pravzaprav kot kritiko Locka napisal celo knjigo, nove eseje o človeškem razumu, ampak jih nikoli ni izdal za časa Lockovega življenja, temveč šele po njegovi smrti. In tu je zelo zanimiva primerjava, ne. Locke, ko kipar recimo hoče izklesati nek kip, bi Locke rekel, da se mora zelo truditi, matrati, mora čisto vse izklesati. Leibniz bi pa rekel, ne, v tem marmorju so že neke žile in ko vzame dleto v roke in udarja po kamnu, se že nekako samo po sebi oblikuje ta kip. Ta kip je že, ima neko strukturo in v tem smislu je torej ta odnos med prirojenim in pridobljenim, ki je potem se tudi gre za odnos med aperiornim in aposteriornim, se pravi, kaj imam naprej vem, kaj pa šele izkustvo prinese. Ampak to je recimo samo en tak problem. Drug problem je še kup problemov, ki jih Locke načenja, od tega, da ga nekateri označujejo kot iznajditelja zavesti, da je prvi, ki je pravzaprav poskušal in tudi definiral, kaj je zavest. On je zavest vezal na spomin in hkrati tudi v osebno identiteto na spomin. Ker kaj tvori to dejstvo, da sem jaz, kakšen sem bil včeraj, še vedno isti človek. Moj spomin je tisti, ki je cement, ki veže. Vse tisto, kar se spomnim, to tvori potem mojo osebno, je del moje identitete. Seveda, taka teorija ima lahko zelo hude probleme, ker potem je s tem povezana moralna odgovornost, ker to, ki je rekel, potem česar, za tisto česar se ne spomnim, ne morem biti moralno odgovoren, kar je zelo nerodna teza. To je en tak problem, potem naslednji problem je o svobodni volji, tudi razpravlja, ali sem kot človek svoboden pri svojih
odločitvah ali ne, ali nekaj omejuje, ne, in tukaj bi on nekako zavzel sredinsko pozicijo med tistimi, ki zagovarjajo svobodno voljo in združljivost z zakoni, ne, da je kompatibilist, da se da to dvoje združiti, ne, da so neke zakonitosti, ki jih upoštevamo, ampak kljub temu imamo še vedno svobodno voljo. In recimo taka, bi rekel, bolj res izvirna prispevek Lokov je pa to razlikovanje tudi, ko govorimo o predmetih, med prvotnimi lastnostmi predmeta in drugotnimi lastnostmi predmeta. Katere so lastnosti, ki so objektivno v predmetu, in katere lastnosti, ki so take, ki so naša projekcija, ki jih mi projiciramo v predmet, ne. In tukaj bi potem rekel, če navežem na barvo, ne. Barva je nekaj, kar mi projiciramo v predmet, ne. Ni tako, da te pesmi potem nimajo objektivne lastnosti modre, ne, ampak je to naša nekaj, kar mi projiciramo, ne. Lok je v mnogočem, kot sem že povedal, začrtal te poti potem v filozofskem razvoju in so ga recimo, čeprav so ga dolgo časa, ne samo pri nas, ampak tudi v svetu je bil nekako zanemarjen, spregledan avtor. Trenutno, ali pa že par desetletij nazaj, je pa velika renesansa tega, njegova renesansa, kako je razmišljal, kaj je razmišljal v angloameriškem svetu, pa tudi nasploh v kontinentalni filozofiji. Tako da je pravzaprav bi to njegovo delo lahko veljalo kot eno izmed prelomnih del v zgodovini filozofije. Lahko bi o Loku govoril ure in ure, ampak mislim, da je to tako na prvo žogo dovolj. Bomo pa še kaj imeli kakšno tiskovno, kjer bom lahko povedal zelo natančne stvari, tako kot sem jih povedal v spremni študiji. In upam, da bom takrat bolj mogoče zadovoljil vašo radovednost. Hvala profesorju dr. Božidarju Kantetu. Ne dvomim, da je vzbudil našo radovednost to imenitno interpretacijo prevoda Lokove razprave o človeškem razumu. Tiskovna konferenca je bila očitno že kar dolga, se nas je večina gostov že tako rekoč zapustila. Če je kakšno novinarsko vprašanje, seveda, če bomo uspeli v urednici knjig odgovoriti ali profesor Kante. Vsekakor pa se srčno zahvaljujemo za to, da ste nekako še filozofsko utemeljili to rdečo nit današnje novinarske konference, ki je bila spominjanje, pomen našega spomina. Morda kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, potem se vsem iskreno zahvaljujem za potrpežljivost. Srčna hvala gospi Elviri Medved, da nas je počastila s svojim obiskom ob vsem delu, ki ga zagotovo na področju promocije v Krki ima. Hvala današnjim gostom, ki so tako imenitno predstavili knjige. In če ste bili v decembru zadnjič v Slovenski matici, tudi strani Slovenske matice, vam želimo vesel Božič in seveda srečno, zdravo in duhovno bogato leto 2026. Mi pa nismo zaključili, tako da ste še vedno dobrodošli v decembru, da nas še kaj obiščete in si bomo takrat tudi še voščili s kakšno zdravico. Hvala lepa vsem.